nekaj teh bilo teatrov predstavljenih, ki so bili v bistvu ustanovljeni na iniciativo enega ali manjše skupine, nekaj posameznikov. Med drugim recimo Kretakor, ki je danes eden najbolj uveljavljenih gledališčev pri nas. Potem, ne vem, gledališče Sfumato se letos vrača, 91. je gostoval že z Črnim runom in požel dokaj veliko odobravanje, pravzaprav navdušenje tako kritike kot recimo temu laične javnosti. Letos bojo prišli z Mrtvaškim plesom. Potem gledališče Ulises, kot je prej Alenka omenila, iniciativa dveh velikih imen hrvaške umetnosti, danes postal veliki teater, 8 let že deluje, ne vem, gostuje naokrog. Ponovo ovoga zapiram, samo sam još htjela jednu stvar da dodam. Da je evo baš i na temu toga, da kako nešto kreneš od malog pa nešto naraste, tako da evo do te pijane noći u kojoj danas gostuju i igraju i glumci iz Beograda, Branislav Lečić i Nebojša Bogovac, i trubači iz Leskovca, i Mostarska simfonijeta iz Mostara, i Josipa Lisac iz Zagreba. Tako da je taj neki razvojni put, da smo stvarno nekako uspeli da budemo jedan teatar koji okuplja ljude sa svih strana, ali mislim da nekako baš u tom smislu se razvijao i rastao i eksport. Da. Hvala. No, pa da omenem letos recimo med vsemi temi skupinami, ki so gostovali, kot so rekla že v preteklih letih, prihaja tudi Nit Company za eno zelo zanimivo, v bistvu mini pop, elektro, ne vem kakšno vse, opero, in sicer balada o Riki in Ronju. Tukaj lahko spet govorimo o teatru, ki je nastal na iniciativo pač mala skupina ljudi in se razvil, ne vem, lahko bi rekli, malo da ne svetovni fenomen, mislim, da vsi več poznamo, kdo so Nit Company. Ja još samo hoću nešto da kažem oko Ulises teatra iz Slovenije. Mi kada smo započenjali u te prve godine u Kralju Liru i kada smo uopšte pokretali teatar, mi smo tad čak pokušali i jedno vreme smo zapravo pokušavali da to bude registrovano i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Mislim, ta neka Istra kao taj neki zaista zanimljiv, multikulturalni prostor, nam isto bi inspiracije i oduvek smo, mislim, od te prve godine, da Ratko Polić je igrao Ludu i kasnije igrao i Kavaca, i Jure Ivanušić, i Bijan Kadžić u Sulov je za sve predstave, uglavnom zadnjih skoro 10 godina radi kostime. I mislim, sa puno slovenačkih i glumaca i umetnika smo divno sarađivali i sarađujemo i stvarno je veliki deo publike, sad mogu da kažem već neke redovne publike iz Slovenije, tako da, eto, i to je još neki ekstra razlog da mi je drago da smo se konačno i mi uspeli odande pomeriti i doći ovde u Ljubljanu. Posebnost letošnjega festivala je tudi ta, da bomo organizirali pogovore po predstavah, pač predstavah iz glavnega programa. In sicer moderatorji bodo Eva Kraševec, Petra Tanko in pa Dražen Dragojević. Mišljeno je pa kot pogovor z ustvarjalci in pa strokovno javnostjo bomo imeli tudi goste na teh pogovorih. Zelo si pa prizadevamo tudi za to, da bi nekako vključili publiko, da bi pač po odigrani predstavi se tudi publika vključila v te pogovore, ki je prišla, komentirala in tako naprej. Jaz upam, da nam bo uspelo več ali manj, mislim, pač smo si zato zastavili tudi kot en projekt, dolgoročen projekt, tako da, če mogoče letos se publika ne bo toliko vključevala, pa bomo pa vzgojila, kako, ne za vključevanje v pogovore. Potem bi omenila še lokacije, kje se bojo predstave odigrale. Damir je že omenil Dramo, kjer bomo začeli festival, ga odprli. Potem bojo lokacije še Slovensko mladinsko gledališče, Cankarjev dom, kot sem že omenila, in pa Stara mestna elektrarna. Tako da z naslednjo novinarsko konferenco bomo pa nadrobneje predstavili tudi ta spremljevalni program, ki smo ga danes pač samo omenili.